Fantasy. Radio Fantasy. Ok, vaja con Dio so bili tole, ni to leto, je Belgija, ampak je pa bilo malo v tem tako imenovanem gypsy stilu, ne. Ura je minuta čez 9:30 in midva nisva več sama, dvigujemo ostale mikrofone, tukaj sta Ibrahim Haseljić, je pravilno? Je. Dobro jutro. Dobro jutro. Te kliče Ibra ali Ibrahim? Ibro. Ibro in pa Kenan Pajt. Oziroma Kenny. A Kenny si? Kenny. Nisi Ken? Različni nadimki, ampak Keno. Bolj za si. Kok? Keno, bolj Keno, tako. okej. Kenny je on od Barbikija. Ken, ja. Ni ti všeč, ne? Ok, oba sta pa rokometaša Gorenja Velenje. Zdaj, v redu, tako bom rekel, sam da nastavim nivoje, igrate v Ligi Evropa, to je močna liga in tam morate dati vse od sebe, tako da tudi pred mikrofonom dajte zdaj vse od sebe. Se bomo potrudili. Bo šlo? Ja, bo šlo. Ibro, ti si v Velenju zdaj že koliko? 8 sezon? 8 sezon, ja. To mi je 8 sezona. 8 sezona? Ja. In koliko je? Ma v redu. Zdaj lahko poveš, ne? Saj dovedne poslušam, mislim, od šefa. Ne, sem res zadovoljen, pač od štarta, od prvega dneva v Velenju se počutim v redu. Dobro in pač koliko je s časom, ko je minil naprej, mi je vsakič bilo boljše in zdaj mi je res Koliko v si redu. bil star, ko si prišel v Velenje? 18 let. Zdaj si star, torej 25. 25. Bravo. Matematika. Ni moja. Se pravi, v nekem obdobju ti dejansko zdaj praviš, da imaš družino še vedno v Bosni, Tako, pa igraš tudi za reprezentanco ja. domačo. Ja. Kako je zdaj to nadaljavo? A je usklajevanje? Ja, mislim, a veš, družina vseeno je velik pomen, te morajo podpirati, da si ti kariero si naredil v Sloveniji. Ja, mislim, da se zdaj je to, prej je to bilo več težav s tem, sam zdaj je to bolj v izi, ko imaš vse digitalno, pa se lahko prek video FaceTime, poklicov, FaceTime-ov kličeš, vidiš. Je pa res, da se ne vidiš skozi, ampak veš, zakaj si tu. Mislim, jaz vem, zakaj sem v Velenju, zakaj pač to je moja rokometna pot in sem zato tu. In to je pač žrtva, ko mi je družina dol in pač se ne vidimo toliko pogosto. Ampak vsi so ti fantje zdaj druga družina. Tako, ne? tako. Ja, veš, ono. Keno se zdaj tu stoji, ne? Keno, nimaš takega ovinka, ne, kot ga ima Ibro, ti si pa tam po Slovenj Gradcu, pa nazaj v Velenje. Ti si otrok Velenja. Sem ja. Pa sem šel na posojo v Slovenj Gradec. Kako je bila zdaj tekma v Slovenj Gradcu? Ja. Ko si proti svojim špilom. A ja, zdaj veš. ste igrali proti Slovenj Gradcu, ja. Malo grenkega priokusa, nismo zvlekli rezultata, ki smo ga želeli, ampak vedno je dobro videti staro družbo, staro dvorano, lepi občutki in gor sem preživel marsikaj lepega. Pustimo tisto v Korošicah, ko obstajajo pregovori, jih poznamo, ne, tako da. Korošica je ostala z mano. Bravo. Lepo, zdaj ste v Ligi Evropa in Španci prihajajo. Ole, Ja, Kastanjeta pride, ja, pa 60 jih pride menda, koliko sem slišal. Ja. Tako je. Razložite malo to. Ja, Španci so zanimiva sorta ljudi, no. Zelo strastni, zelo Temperamentni. tako. se to pozna na igrišču? Seveda. Ta mislim pa bo ful več dotikanja, hočete reči? ali- Upam, da ne v tistem smislu. Španci imajo tudi bikoborbe, ali bo bolj več tega. A veš, pridi, ne? Samo v rokometu ne igrajo toliko na kontakt. A Pač ne? oni bolj taktično igrajo, da te navlečejo, da narediš napako, ampak kontakta Aha. sploh ni pri njihovi igri v obrambi. Izmikanje veliko bolj. Ja. Tako. Se pravi, je to boljš ali slabš za nas? Lej, glede na to, da so oni vedno svetovni ali evropski prvaki, po moje je boljše. Okay. A slabš za nas? Ampak imamo kako strategijo priprav na tekmo. Dej, kje nam ti povej, s kom boste špilali, ko jaz vem, da ne znam to Koliko se izgovoriti. prebere ti? Revi balon mano Huenca. To si pa zdaj, ne, bolj razložil. Balon mano Huenca. Ok, vredo. Ne. To, jutri je tekma, ne? Jutri je. Jutri igrate 18:45. 15 do 7. 15 do 7, Tako. torej en uro prej boš uši tam skakala z mikrofonom, ne? Ole, Po Kingstonih 3 prste tekile, ne? super. Bomo pa slišali, kakšna je bila Martinova nedelja.
pri rokometaših Velenja. Kingston. Ok, ura 20 do in rokometni smo povedali, danes gostimo dva rokometaša Gorenja Velenja, Ibrahim Hasilić in Kenan Pajc sta z nami. Še enkrat lepo zdrav. Lepo zdrav še enkrat. Ker ste tisto, se vem, da se vam čudno zdi, zakaj še enkrat, ne? Ampak kaj če zdaj nekdo ravno prižgal radio, kaj pa je to, ne? A veš, in Ibro rečeš ti, lepo zdrav, dobro jutro. Lepo zdrav, dobro jutro. To je to, počasi, lej, ko recimo bo karijera rokometaša šla nekam, lahko priješ na radio delati. Ja, imaš globok glas, tako da boš lahko bral. Sam nimam fajnega za radio. Te bomo spili. Sprifali. Zdaj, Velenje v Ligi Evropa jutri igrate proti Špancem. Ole. 15 do 7 smo rekli, da je tekma ekipe, ki Šuši ne zna prebrati, ne, ampak vse ne. Ja, veš, kako jaz to preberem? Najprej preberi balon. Balon mano, Cuenca. Ja, balon najprej pa mano. Balon mano. Ampak Kenan to tako lepo reče, Ja, on ono malo kot da je zategne, ne. Španc, ne. Dej še enkrat reči. Balon mano Cuenca. A veš? On kot da je gledal španske nadaljevanke, jaz jih nisem. Lej, če ne on jih je pa kdo drug, pa je mogel on. Tako. Prisiljeno. Ibro, povej, kakaj je bila včerajšnja Martinova nedelja? V počivanju je šla čist cela. Zvečer smo imeli trening, ampak cel dan je bil večinoma počitek. Ne vem. No, ok, bo Keno malo več razložil. Mislim, a veš, nedelja je zato, kot si rekel, da počivaš, da gre sploh zdaj je bilo Martinovo rdečo zelje, je bilo kar rdečega zelja? Ja, na mojem krožniku ja. Kaj je bilo pa v 5? Ob 5, kaj je bilo, ja, videoanaliza. Požiral sem video z platna. Španci, ja. Koliko dolgo se to dela? Ja, odvisno od nasprotnika, ampak ponavadi uro pa pol, 3-krat na teden. Se pravi, analiza torej Špancov, ki pridejo jutri? To je šolska ura, mislim, 2 šolski uri dejansko ti moraš delati analizo. Se pravi, vi ste v šoli? Dejansko, ja. 3-krat na teden se učite? Zelo naporno držati koncentracijo, mislim. Iskreno. To je bila videoanaliza, ampak pol je sledil še pa trening. Tako. Pač na videoanalizi vidiš te neke detalje, ko bojo na tekmi in se pol na igrišču pripravljaš bolj fizično na to, kaj bo gledate skupaj, ok, s trenerjem. Pa reče trener, a vidite to, ali sami upaste kako akcijo, pa greste sami trenirati? Jo? Vsi skupaj se zmenimo. Se zmenite, kaj bo? Vsi skupaj se zmenimo, kaj bomo naredili in pol to prenesemo na igrišče in delamo na tem, da bi se čim bolj pripravili na tekmo. Torej, španska igra, kot si Igor prej rekel, je zelo taka izmikajoča se. Tako taktična bolj. In ne veš, kaj pričakovati, ker se oni na vsako ekipo bolj drugačno pripravijo in ne vemo, kako se bojo pripravili na nas, ampak upam, da bolj slabo. Ja. A si upamo staviti? Veš, da si stavi. Kaj? Pravim, veš, kdo si stavi? Jaz ponavadi. Okay. Pa vedno, mislim, ponavadi izgubim. Kjeno te ful bledo gleda, kaj bo zdaj rekel? Ja, ne, mislim, zdaj vi ste imeli video analizo, jaz imam zelo visoka pričakovanja, pa verjetno ima še kjer drug, ne, za jutrišnjo tekmo. Glede na to, da bom jaz tam 1 uro pred tekmo, ko bom mogla držati po konci vse navijače, vključno pač tudi z vami igravci, a bomo dali vse od sebe ali ne bomo? Če boš ti naredila to, kar si rekel, bomo definitivno dali vse od sebe. Ole! Ja, lej, osice je treba podpirati. To tako ali tako, ne sem jaz imel neki drugo v misli. Slačilnici bo dal vse od sebe, veš, pa sebe, kakorkoli že, na igrišču pa tudi fantje. Zdaj, jaz v slačilnico ne vem, če vam vstopam, ampak očitno Janko je tam s svojimi mislimi. Ne vem, kako se dogaja. No, jaz ne vem. Ja, slačilnice so kot Las Vegas, ne. A kar se zgodi tam? Kar se tam zgodi, ne tam. To je res. Ok, in kaj se je takega zgodilo tam v slačilnici, pa lahko? Če ne smejo. Na vratih je ostalo. Kakšne tangice. Ne gre. Torej, smo rekli Gorenje Velenje, jutri proti balonu. Balon mano Cuenca. Viš, da ti gre, ne? Super, recimo. Ibrahim in Kenan jutri držimo pesti, dejte jim vetra, ne? Kljub temu, da pride kar močna ekipa navijačev, slišal sem, da njih 60 pride, ne? Ja. Celo Velenje se bo ukvarjalo z njimi, da jih bo gostilo. Tako, salsa v maksu za njih, pol. Dobre, računamo na to, da bo zmaga ostala v Velenju. Ja, mi tudi računamo, gremo na glavo. Naj bo tako, kdaj je tekma, še povemo.
18:45, se pravi jutrišnji torek, 14. novembra, dogajanje pa že 1 uro prej. Ibro, Keno, se vidimo. Se vidimo. Hvala lepa. Se vidimo. Hvala. Čau, Ciao. Dio. Radio Fantasy. Radio Fantasy.